Jaz v bistvu se na začetku nisem zavedal sploh, kakšna magnituda dogodka v bistvu je. In šele potem, ko sem začel dobivati neka konstantna sporočila pa slike od vseh teh ljudi, ki jih poznam, sem res dobil občutek, za koliko ogromen dogodek dejansko se je to zgodilo, koliko velik del Slovenije je to poplavilo. Za Adro sem slišal od gasilcev, sam sem tudi član gasilskega društva in je šlo od ust do ust. Gasilci so se povezali z Adro in potem smo se organizirali. Za Adro sem slišal na poročilih, sem slišal, da Adra rabi pomoč in zdaj, ko je bil ponedeljek dela prost dan, sva se s punco odločila, da prideva pomagati. Odkot poznaš Adro? Adro poznam že kar nekaj let. V bistvu sem prvič stopil v kontakt prek cerkve, kjer sem pomagal v begunski krizi. Moje ime je Patricija. Pri Adri pomagam pri usklajevanju prostovoljcev v Savinjski dolini. Moje delo je v bistvu koordinacija vseh, ki si želijo opravljati delo, da jih ustrezno razvrstimo, kdaj lahko počnejo, kakšno delo lahko opravljajo, sodelovanje s civilno zaščito, kje lahko opravimo takšno delo in nekako to usklajujem v Savinjskem koncu. Sem Jerneja, drugače sem prvič Adro. V bistvu smo se s prijatelji zmenili, da gremo pomagati in v bistvu je bila to prva organizacija in smo rekli, da gremo. Bogomir Trbovšek, namestnik poveljnika občine Ljubno, civilne zaščite občine Ljubno in pa vodja intervencije v času poplav in katastrofalnih razmer v Ljubne, ki se trenutno dogajajo. Si tokrat prvič prostovoljec za Adro ali si že kdaj prej bil? Ne, prvič sem, ampak definitivno sem še udeležil, ko bo kakšna priložnost. Tako da mi je v redu izkušnja, super izkušnja. Evo. Prostovoljec sem zaradi tega, ker zdaj, ko so bile poplave, mi je bilo zelo hudo za vse ljudi, ki so bili v stiski. In potem sem se odločil, jaz sem v redu, jaz jim lahko grem pomagati in sem šel pomagati. Prostovoljstvo je ena taka, kako bi rekel, zadeva, ki je dosti povezana z nekim državljanskim duhom, vsaj zame. Težko je gledati 2/3 Slovenije poplavljene pa delati nič. Pa tudi se prav s tem povezana tudi tista res osnovna človeška intuicija, da pač pomagamo drugemu. Slišal sem že za vašo organizacijo in smo tudi slišali, da ste pohvale od vas v stiku, z vami pa prvič sodelujemo. Tudi za ljudi mi je bilo zelo hudo, ko sem jih videl tam okoli, kako so bili, kako je njihove hiše uničili. Moram pa reči, da ima Adra zelo dobro organiziran, so nas takoj poslali, tako da je super res. Organizacija prostovoljcev poteka po vnaprej ustaljenem načinu. Prostovoljci so najprej izkazali svoj interes, da želijo sodelovati v tej akciji. Ko interes izkažejo, potem mi v bistvu razvrstimo jih glede na to, koliko jih potrebujemo za tisti dan, koliko jih potrebuje, nam pove civilna zaščita. Jih potem kontaktiramo, poprašamo, če so še na voljo in potem, ko dobimo njihovo potrditev, jih potem obvestimo o tem, kaj potrebujejo, kje je zbirno mesto in kdaj jih pričakujemo in potem nekako, ko prostovoljci pridejo, se pri meni registrirajo, jih razporedimo na delovišče in potem se proti koncu delovnega dneva tudi odjavijo. V bistvu nas je prijavil prijatelj kot skupino, pa smo dobili te maile, katerim si se čekal, kam greš. Drugače je bilo pa vse 1, 2, 3, tako da nič težkega. Tudi dobil sem potem včeraj SMS in sem takoj vedel, kam mora priti, pa kdaj, tako da ni bilo problemov nobenega. Ja, sem se prijavil prek spleta. Bil sem vključen sprva v komendo, zdaj pa v bistvu smo zaključili v komendi, pa smo prišli v Savinjsko. V glavnem smo bili tlele Ljubno ob Savinji, včeraj v bistvu kar cel dan, danes pa verjetno bomo tudi do večera. Pomoč, ki smo jo prijeli, vsestransko pomoč, vse in kar smo hoteli, kar smo od vas, da vemo, da vi lahko te stvari upravljate, smo tudi od vas prejeli in se vam za to najlepše zahvaljujemo. Kakor sem jaz videl, veste, da nisem skozi z vami in tako naprej, stvari potekajo odlično. Največji izziv je v bistvu dejansko to, da se treba prilagoditi res spremenjenim okoliščinam, ki se pa spreminjajo dnevno, glede na to, koliko dela prostovoljci in tudi seveda druge organizacije opravijo, tako da s civilno zaščito sproti iščemo, kje bi še lahko pomagali.
Tako to je v bistvu največji izziv, se pravi uskladiti vse želje, pričakovanja in potrebe, tako da bomo vsi zadovoljni, da na koncu dneva odidejo zadovoljni prostovoljci, da odidejo tistim, ki smo jim pomagali in tudi, da smo mi še koliko toliko primočeli za naslednji dan. Glavne naloge so bile, da smo predvsem pospravljali okol, dajali smeti, da smo jih ločevali, da smo v bistvu pospravljali. Zdaj, mi smo v bistvu delali, jaz temu rečem, kar podporne službe, pumpanje vode, reševanje, to seveda pač naredijo gasilci, reševalci, civilna zaščita, vojaki. Mi pa v bistvu pravzaprav ponujamo roke za neka, bomo temu rekli, lažja in težja fizična dela. Mislim, res tista vse splošna pomoč, to, kar ljudje rabijo. Trenutno se v bistvu razlikuje vloga Adre glede na to, na katerem delu delujemo. Na Savinjskem koncu, kjer smo mi, so v bistvu že groba čiščenja hiš že so nekako končala, se sedaj ureja okolica, urejajo se tudi recimo neke občinske stvari, kot so javne površine, ceste. Trenutno recimo smo pomagali pri urejanju skakalnice tukaj v Ljubnem, tako da nekako odvisno je od tega, kje smo. Pri nekaterih smo že v korakih, kjer se prihaja že do sušenja in zdaj naslednji naš korak bo razdelitev razlažilcev in sušilnikov, da bodo ljudje lahko še sedaj, ko je lepo vreme, do konca posušili stanovanje, preden se začne naslednji korak, ki je pa dejansko obnova samih prostorov, ki so bili popravljeni. Kadarkoli boste potrebovali njihovo pomoč, pa upam, da jo ne boste nikoli, sigurno se lahko obrnete na njo. Fantje in dekleta so profesionalno opravljajo svoje delo in zelo smo zadovoljni z njimi. Ja, fajn je, da smo solidarni in da pomagamo, ker nikoli ne veste, kdaj se znajdete v tej situaciji. Tako da mislim, da kot Slovenci znamo stopati skupaj in je res fajn, ko vidiš, da se ljudje odpovejo podaljšanemu vikendu na morju in pridejo pomagati. Všeč mi je, ko ljudje pri tragedijah skupaj stopimo pa pomagamo en drugim. Vsakemu se lahko nekaj slabega zgodi in zdi se mi, da res moramo v takih situacijah skupaj stopiti in pomagati drug drugemu. Druge ni. Prostovoljci, super ste bili. Hvala vsem za res vsako minuto, za vsako kapljico znoja, za vsak žulj, za vsako odmetano lopato, za toplo besedo. Hvala za to, da ste nesebično prišli pomagati, zelo na hitro, dolge ure delali v veliki vročini, v temnih, v kletnih prostorih. Res neizmerna hvala vsem in res smo pokazali, da kaj pomeni, da stopimo skupaj in da pokažemo solidarnost na nek tak realen, otipljiv način. Vsem prostovoljcem, ki ste trenutno na terenu in od Adre in vsem, strpnost, pridnost in pa kar tako naprej, prosim. Ja, pomagamo lahko v bistvu zelo na različne načine. In mogoče, če fizično ne moremo pomagati, še ne pomeni, da se tu naše prostovoljstvo konča. Prostovoljsko delo je potrebno na zelo veliko načinov in tudi v naslednjih tednih in mesecih bo veliko nalog, kjer lahko potrebujemo pač vsakega prostovoljca, ki je pripravljen ponuditi tudi mogoče samo uro ali dve svojega časa. Pomembno je, da se zavedamo, da imamo različne sposobnosti, različne talente in da jih res damo na voljo. Mogoče imajo ljudje občutek, da zdaj iščemo samo neke fizično sposobne ljudi, ki lahko čistijo, ki lahko neke takšne stvari počnejo, ampak v bistvu so še pa recimo dela, kot so logistika, popisovanje, intervjuji, pomoč na splošno pri različnih stvareh. In jaz res spodbujam vse, ki si želijo pomagati, da stopijo v kontakt z Adro. Na spletni strani je to vse skupaj objavljeno. In meni se zdi, da je pomembno to, da res se zavedamo, da vsak izmed nas lahko prispeva delček k temu, da bo svet jutri lepši. Skupaj zmoremo več. Hvala. Prosim.